Lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali s predsednico Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper, Heleno Brec-Loredan. Zveza namreč letos praznuje kar 60 let svojega obstoja. Več o tem, kaj se dogaja v zvezi, pa v naslednjih nekaj minutah. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in hvala za povabilo. Torej, Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper, definitivno gre za izjemno dolgo ime, ampak kaj to pravzaprav pomeni? Ponavadi so društva majhni skupki ljudi, kaj pa pravzaprav potem vi počnete? Drži, društva v naši zvezi jih je 42, ki so registrirana na območju Mestne občine Koper in so sama izrazila željo, da se vključijo v zvezo, so naši člani oziroma članice. Namen zveze je, da društvom pomaga pri svojem delovanju. Na eni strani z administrativno-birokratskimi procesi, v tej smeri gre naša pomoč, na drugi strani pa z organizacijo dogodkov, prireditev, vsem tistim, kar si društva želijo početi. In nimajo sami dovolj resursov, ne samo finančnih, tudi kadrovskih, resursov človeških virov, ki bi znali, ne vem, oblikovati plakat, pripraviti krajši nagovor, prevesti kakšen tekst. Tukaj smo mi tisti, ki jim nudimo pomoč. Pravzaprav ravno pomagate jim pri tistem, česar v društvih ponavadi ne znajo, gre vendarle za neprofesionalno srečevanje. Društva pravzaprav na kakšen način in zakaj so se pravzaprav odločili povezati ljudje v društvo? Govoriva predvsem verjetno o ljubiteljski kulturi. Ja, drži. Mi združujemo samo društvo z področja ljubiteljske kulture. Tukaj ni profesionalcev, v smislu profesionalci pa so zaposleni v institucijah. V društvih pa so ljudje, ki so v službah, tako kot sem tudi jaz, nekje drugje v službi in za svoj vsakdanji kruh počnemo oziroma pač hodimo v službo. Z ljubiteljsko kulturo pa se ukvarjamo zato, ker jo preprosto ljubimo oziroma obožujemo ali pojemo, nekateri plešejo, igrajo inštrumente, drugi berejo in se združujejo v literarnih društvih, odvisno od tega, kaj posameznika zanima. In to počne v društvih ljubiteljske kulture. In seveda vsi člani niso potem še kar organizatorji prireditev, pa oblikovalci, pa karkoli je potrebno še narediti za to, da dogodek ali pa prireditev speljemo, zato pač tukaj tudi mi pomagamo. Zveza je nastala na pobudo društev. Tako kot ste že sama v uvodnem delu omenila, letos praznujemo 60 let delovanja. Leta 1964 je nastala takratna Zveza kulturnih organizacij, ker niti pravno formalno v Sloveniji še društev ni bilo. In potem, ko se je ta zakonodaja okrog društev spremenila, ko so v bistvu se kulturne organizacije preimenovali v društva, zato je potem smo kasneje se preoblikovali samo z imenom, v Zvezo kulturnih društev. Tako da letos že 60 let bodrimo, spodbujamo in pomagamo društvom na tem območju. Ta strukturna sprememba, to se je verjetno zgodilo v času nastajanja nove države leta 1991. Tako je, tam nekje, zdaj res točnega datuma, ne vem, pa ne bi rada gledalce zavajala s kakšno informacijo. Ampak ne glede na to, delovanje in dejavnosti niso s tem spremenile. Samo pravno formalno se je, samo naziv pa pač kar je okoli delovanja v smislu statuta, da mora imeti društvo predsednika, odbor, pač neke organe, da to deluje, da ni potem volja samo enega človeka. Društvo je vedno tisto, ki združuje več interesov tistih posameznikov, ki so se zbrali, zato da uresničujejo poslanstvo na področju ljubiteljske kulture, vendar vsekakor gre pri društvih in tudi pri zvezi za odločitev, ki je večplastna, ni to odločitev posameznika. Zakaj pa se pravzaprav ljudje povezujejo prav v društva? Glede na to, da gre za ljubiteljsko kulturo, si včasih mislimo, pa saj lahko se popoldan dobivajo, ampak so tukaj v igri finance, zakaj je dobro imeti društvo? Tudi, zagotovo, ker če recimo skupina posameznikov, ki se ukvarja z eno vejo ljubiteljske kulture, ni organizirana v društvu, se recimo ne more prijaviti na noben razpis, težko opravičuje svoj obstoj, tako v okolju izpade malo neresno vse skupaj. Je pa res, da ponavadi
se skupina posameznikov zbere, začne nekaj početi in potem vidi, da je to preraslo tisto popoldansko združevanje, malo tukaj, malo tam, zato ker nam je dolg čas, in potem se oblikuje društvo. Ponavadi društvo izraste iz neke želje oziroma volje posameznikov, ki se zberejo. Zagotovo je pa dobro za skupino ljudi, da je organizirano v društvu, to vsekakor pomeni neka organizirana oblika delovanja. Lahko se recimo poleg razpisov tudi prijavijo v zvezo, tukaj pri nas tudi dobijo pomoč in tako se mi zdi, da še vseeno je dobro imeti ene stvari urejene. Kljub temu, da vas ravno zaradi statusa nevladnih organizacij v zadnjih letih tudi malo po zobeh vlačijo včasih, kaj ne? Se zdi, kot da je nevladna organizacija na trenutke že zmerljivka. Gre pa vendarle tukaj pravzaprav za sistematično umeščanje v sistem. Ja, tako je, ne, sej društvo si ne samo zbere zato, da bo nevladna organizacija, ne, sej drugače kaj pa je lahko skupina posameznikov, ki dela na področju kulture in ni to institucionalizirano, ne, ali pa ni to javni zavod, je lahko društvo. Tako da jaz se s tem ne ukvarjam, kako nas drugi vidijo. Kot predsednici zveze mi je pač pomembno, oziroma zvezi je pomembno, da so naša društva zadovoljna s tistim, kar mi njim nudimo. In ukolikor se potrebe tudi seveda skozi leta so se spremenile in pridemo naproti. In se mi zdi, da se raje ukvarjamo znotraj zveze, da so društva tiste, ki so z našim suportom zadovoljna, kot to, kaj si pač na neki nacionalni ravni mislijo. Pač to je pa res, da obstajajo društva, ki res delajo, so delovna, so dobro izkazujejo uspehe, pa tudi če ne izkazujejo uspehe, so aktivna. Obstajajo društva, ki počasi nekako prenehujejo s svojim delovanjem. To je verjetno povsod, ne samo tukaj, ne samo v tej regiji, verjetno tudi državi in širše, ne? Tako da imamo različne scenarije, bi rekla. Sicer pa, kot smo že večkrat omenili, delujete na področju ljubiteljske kulture. Zakaj se vam zdi, da je ljubiteljska kultura v obliki društva gre vseeno za neko institucionalizacijo ali vsaj sistematizacijo tega področja? Zakaj se vam zdi, da je pomembno tudi ljubiteljsko kulturo mogoče na tak način sistematizirati in pa zakaj je ljubiteljska kultura pravzaprav sploh pomembna? Tako kot sem že prej omenila, ne, eno je tako, da društvo tudi izpade na nek način resno, oziroma skupina posameznikov organiziranih v društvu izpade resno, lahko kandidira. Tudi recimo kot društvo ali pa zveza društev, potem se lahko oglašamo na, ne vem, simpozijih, odprtih debatah, forumih, okroglih mizah. Težko posamezniki, ki v prostem popoldnevu nekaj pač počno, dvigujejo roko pa uveljavljajo svoj glas. Zdaj, če to več društev pove ali pa zveze povemo ali zveza pove, je to drugače slišano. Tukaj se mi zdi pomembno to, da poleg te formalnosti ljubiteljska kultura je tista, ki človeka, če se za njo odloči, navdihuje. V društvih nismo prisilno. V društvih smo zato, ker smo se sami tako odločili, ker čutimo potrebo po ustvarjanju. Nekdo čuti potrebo po branju poezije, drugi čuti potrebo po petju, tretji po plesu, četrti po igranju na inštrument. In je prav, da se najde tam, kjer se čuti, da je poklican, oziroma pač to preprosto rad počneš. Tako je tudi podobno v športu. Eni igrajo tenis, eni tečejo. Če športaš, pač si že, ne, tako, na tak način. Kaj pa ljubiteljska kultura, na primer, v odnosu do te institucionalne, profesionalne kulture, kot na primer v gledališčih, na primer gledališče Koper je javni zavod. Nekateri potem včasih rečejo, češ, ljubiteljska kultura, tako malo zamahnejo z roko, kot tega se mi pa ne da gledati, to pa ni dovolj resno zame. Kaj pa takšnim, recimo, rečete? Vsak posameznik ima seveda na voljo različne možnosti in njegova pravica je, da si izbere tisto, kar mu paše. Imamo občinstvo, ki hodi na ljubiteljske gledališke predstave, imamo občinstvo, ki hodi izključno na institucionalizirane, v institucije, ki so za to pač obstajajo. Imamo posameznike, ki gredo poslušati samo
poklicne pevce ali pa instrumentaliste, imamo ljudi, ki grejo poslušati ljubiteljske zbore in orkestre. Meni se zdi pomembno, da se v društvih zavedajo, da ni dovolj samo to, da društvo nekako upravičuje svoj obstoj samo z nekim delovanjem, pa s podobnimi projekti, ki se vlečejo iz leta v leto. Meni se zdi zelo pomembno, da društva skrbijo tudi za izobraževanje. Tudi kot Zveza kulturnih društev smo društvom ponudili nekaj izobraževanj na področju zborovske glasbe. Nekatera društva so sama se zbrala, recimo pihalni orkestri, pa so si sami organizirali izobraževanja. To je en segment, da ne ostanemo na tisti ravni samo nekega igranja, pa preigravanja, pa prepevanja. Poleg tega pa sem zelo ponosna na naša društva, ki se udeležujejo tudi tekmovanj. Ne toliko zaradi tega, da bi potem domov se prinašale zlate medalje, priznanje, seveda je to pomembno in je lepo in je pohval vredno, ampak s tem, ko se društvo pripravlja na tekmovanja, raste, kvaliteta dela raste. In tako potem vsako leto ali pa vsake 2-3 leta naredi stopničko višje. In moram reči, da nekatera društva vztrajno hodijo na tekmovanja, prinašajo zelo dobre rezultate. Imamo pa društva tudi, ki nikoli ne bodo šla na tekmovanja, ker niti sama se ne počutijo tako dovolj zrela ali dobro, ampak nič za to. So pa ta društva v nekem okolju, mogoče manjšem, ruralnem, tam, kjer delujejo zelo pomemben segment nekega vaškega utripa, ker so tista, ki tistemu okolju ene vasi nudijo, ker pač je prebivalstvo tako, da se težko ali pa niti ne pozna, ali se ne odpravi v mestno središče pogledati karkoli, razstavo, predstavo, koncert, ampak če pa je nekaj v vaškem domu, pa gre. In to se mi zdi pomembno, da tudi tisti ljudje, ki počutijo potrebo po taki kulturi, da jo imajo. In tisti, ki želijo pa nekaj drugače, se verjetno odpravijo v Koper, tisti, ki pa želijo kaj več, se zaenkrat še odpravijo verjetno v Ljubljano, Trst, Gorico. Ljubiteljska društva se mi zdi, da ravno v teh manjših krajih, vaseh pravzaprav skrbijo za ta, da ne rečem siceršnji manko kulture, kot ga najdemo recimo v večjih mestih, ampak ali to pomeni, da recimo vaša društva, ki so nastanjena pa v Kopru, imajo mogoče problem s prostori, ker ko govorimo o naprimer kakšnem vaškem domu, narodnem kulturnem domu, ga je v domači vasi potem lažje izpolniti, lažje imeti vaje v njem. Kako pa je s tem z društvi, ki so prav v Kopru? Drži. Tako kot ste rekli, vaška društva nimajo težav s prostorom za vaje, za nastope. Tiste društva, ki so registrirana, pa tukaj govorimo o nekem območju centra ali pa širšega centra, pa v bistvu se zaenkrat znajdejo po svoje. So društva, ki še vseeno so si za svoje vaje izbrala vaške domove, ki so v neposredni bližini Kopra, kot so recimo Bertoki, Škofije, Dekani. Nekaj društev se je dogovorilo s šolami, osnovnimi šolami v Kopru. Nekaj društev hodi na vaje v Hišo kulture v Sveti Anton. Nekako so skozi leta se pač sama znašla. Sicer pa tudi sami pravzaprav dajete, še dodatno spodbujate društva, recimo z nagrado, ki ste jo podelili ob 8. februarju. Zakaj so letos prejeli torej priznanje prav ti, ki so ga prejeli? Konec lanskega leta smo tako kot vsako leto objavili interni poziv društvom, da se nam oglasijo s predlogi za bodisi društva, posameznike, za katere menijo, da so v preteklem letu nadpovprečno prispevali k delovanju, ohranjanju bodisi društva, bodisi ljubiteljske kulture na splošno. Moramo reči, da je bilo letos kar veliko predlogov na predsedstvu, to je pač voljen organ zveze, kjer nas je 9, pa potem pogledamo prijave in se potem skupaj odločimo, kdo je tisti, ki prejme to. Omejitev imamo 6 na leto, 6 nagrad. Vsako leto?
vsako leto. Prej je bilo več, mi smo lani spremenili pravilnik. Ravno zaradi tega, ker se ni bilo nobene omejitve in v preteklosti, kar nekaj let nazaj se dogajalo to, da je bilo teh nagrajencev veliko in se nam je zdelo, da so se potem te nagrade razvrednotile. Če jih je manj, pa potem je to malo drugače, pa kriterije smo postavili, nič nočemo zdaj zviševati nek nivo tistih, ki prejmejo, ampak še vseeno se nam zdi, da je priznanje ali pa plaketa Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper vendarle ne za vsakega, ki recimo samo obiskuje vaje, ne. Je potreben še nek dodaten aranžma. In kako ste se odločili prav za te? Plaketo za nadpovprečne dosežke v letu 2023 je prejelo društvo Mešani pevski zbor Obala zaradi 2 dosežkov na mednarodni ravni. Prvi dosežen na mednarodni ravni, na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Rimu, kjer je zbor dosegel absolutno prvo mesto in še nekaj drugih nagrad. Poleg tega pa jeseni na regijskem tekmovanju Mešanih pevskih zborov Postojni tudi se uveljavil oziroma prejel največ točk. Zaradi teh 2 kriterijev se mi nam je zdelo ravno to društvo oziroma ta zbor tisto, ki si zasluži plaketo. Potem pa smo temu priznanju oziroma tej nagradi dodali še 2 priznanji za posebne dosežke v preteklem letu, in sicer za pihalni orkester Marezige in za pihalni orkester Koper. Oba orkestra sta se lansko leto uvrstila tekmovanja Zveze slovenskih godb in dosegla zavidljive rezultate. Visoka prva mesta v kategorijah, v katerih sta tekmovala. Potem naprej pa so priznanje prejeli še za nadpovprečen prispevek pri ohranjanju ljubiteljske kulture nekdanji upravni odbor Obalnega komornega orkestra. To so 3 posameznice, ki so nekako zdaj stopile malo v ozadje tega prve linije delovanja Obalnega komornega orkestra in predale mlajši generaciji, ampak za njimi je tako več kot 20 let aktivnega delovanja. To so Irena Cetin Lovšin, Maja Šavle in pa Irena Batista. Prejeli smo tudi predlog za tudi nadpovprečen dosežek pri ohranjanju ljubiteljske kulture. Predsednici društva Kolo, ki združuje Srbe in Srbi, ki živijo na tem območju, seveda, in skrbi za ohranjanje srbske kulture. Predvsem so zelo močni na področju plesa in folklore. Tako da gospa Vesna Balic Stojilović je prejela tudi naše priznanje. Mislim, da je bilo to vse za lani. Ja, veliko predvsem govorite o društvih povezanih z glasbo. Je tudi pri vas, tako kot pravijo sicer, največ prav zborovskih društev? Drži. Tudi v naši zvezi je največ društev z področja zborovske glasbe. Odkje se vam zdi, da prihaja takšno veselje do petja? Ker takole, če malo čez palec pogledamo na ulici, v javnem življenju, ne nazadnje pri druženju mladih, je petja vse manj. Ja, to tudi sama opažam, da je pri mladih petja vse manj. Ne glede na to, je naša država tista, ki se uvršča v sam vrh po številu zborov, ki jih imamo, recimo na državni ravni, glede na število prebivalcev, ne? In se verjetno to potem tudi projicira na posamezne regije oziroma občine. Je pa res, da večina ljubiteljev zborovske glasbe, nekje srednje generacije ali pa še starejši, se zelo rada vključujejo v društva in je aktivna v društvih, ne. Mi se zelo trudimo, da bi tudi mlajši pritegnili. Zdaj, kako to narediti, ne vem. Danes je mogoče težje kot pred 20 leti, pa nočem nič opravičevati, da zdaj imamo mi težje nalogo kot moji predhodniki. Ampak še vseeno danes vsi živimo s tehnologijo, ki nam ponuja svet na dlani. Mladim se ni treba sedaj premakniti, da nekaj vidijo ali da nekaj spoznajo ali pa da si pogledajo. To lahko naredijo na kavču.
s kakršnokoli tehnologijo pač. Pri 20 leti tega ni bilo, oziroma če je bila ta tehnologija, je bila tista osnovna za kakšen klic. Zdaj se je že tako razvilo, da in navajeni so na ta instant moment, vsaj tako samo opazim pri mlajši generaciji, ne? Če ti nekaj ni zanimivo, čez eno sekundo že nekaj drugega klikneš, pa ne. Zdaj pri društvih ni tako. Delovanje v društvih zahteva odrekanje, zahteva napor in zahteva vztrajno delo, da potem zazveni koncert, da zazveni nastop, ne. Tako da je pa res, da mogoče ukolikor se mlajše generacije, tiste, ki se nekje v nekih osnovnošolskih letih odločijo za glasbeno šolo, da potem preko inštrumenta se potem, bodi si lahko priključijo, če ne zborovski, pa potem vsaj instrumentalnim društvom. Največ podmladka je pri otrocih, ki obiskujejo glasbeno, kar je seveda normalno in tudi logično, ker je pogoj, ne, znanje inštrumenta za igranje v orkestrih, ne. Pri petju je to malo drugače. Ponekod je že dovolj posluh, pa mogoče tako glas, da stoji, pa načeloma se potem tudi dosti izvajo, da narediti. Kaj pa na primer pri folklori, konkretne pri plesu, tam je verjetno še večje pomanjkanje mladih? Ja, trenutno imamo v naši zvezi v okviru kulturnega društva Hrvatini sekcijo, folklorno skupino Oljka. Zelo so aktivni, lani so praznovali 10. obletnico neprekinjenega delovanja. Vseh je malo prizadela tista pač korona, pa tudi potem določeno obdobje po koroni, ker se člani niso tako številčno vrnili ponovno v društva, kot pred korono, ko so odšli. Ni bilo takega povratka in to se zdaj začelo. Zdaj se mi zdi, da društva res tako že na polno delajo, pa da smo tiste čase že malo, recimo, da pozabili. In pri folklori je tako, da izredno cenim posameznike, ki iz tega društva so ravno pred časom začeli z poučevanjem tudi na tamkajšnji osnovni šoli. In folklora je tista, ki brez podmladka težko potem bo vztrajala, oziroma glede na to, da na celem območju imamo samo eno sekcijo, ki se s tem ukvarja, druge so preprosto prenehali, ker so starejši, so zaradi različnih razlogov nehali se s tem ukvarjati in podmladka ni bilo. Tako da vsi polagamo upe v Hrvatinsko društvo, trenutno. Kaj pa na ostalih področjih? Mislim, tudi kar se tiče folklore, so zdaj vsi upi na Oljki ali imajo še tudi kakšne? Zdaj trenutno nisem zasledila nobenega inputa oziroma kakršnekoli informacije, da bi prišla do zveze, da se še kakorkoli na tem območju, ki ga zveza koprske občine pokriva, dogajalo kaj novega. Mogoče pa bo. Pa sicer se k vam še priključujejo nova društva ali sodelujete predvsem s starimi takšnimi, ki so že nekaj let na sceni? Mi moram reči, da sodelujemo z vsemi. Ne favoriziramo starih, mladih, ali tle ni recepta, da bi koga izključevali ali pa bolj vključevali. Odzovemo se na vsako potrebo, povpraševanje, z društvom stopimo v kontakt, probamo se dogovoriti, kaj oni pričakujejo, kje lahko pomagamo, kako lahko pomagamo. Včlanjujejo se nova društva, da. Tako da jaz sem vesela, nekih hudih pogojev za včlanitev zveze ni, ne. Samo pač mora biti izražena volja društva, večine društva, da si želi včlaniti. Statut pogledamo, to je bolj formalno, zdaj je res nekdo registriran kot društvo. To je pa tudi vseeno, nimamo nekih hudih pogojev za to, da se za včlanitev. Tako da. Pa je mogoče kakšno društvo z vami že od samega začetka? Bi mogla to že malo razmisliti. Upam si trditi, da Pihalni orkester Marjezike, Pihalni orkester Sveti Anton. To so pihalne društva, ki so na podeželju, imajo res že skoraj da ne, ali pa tudi že 100-letne tradicije. Ne? Sicer ne kot društvo, ker takrat društvo ni obstajalo pravno formalno, sploh ni bilo teh procesov za ustanovitev
društva, ampak delovali so pač kot skupina, kot godba, kot pač karkoli. Ne? Pa imajo ta društva dovolj priložnosti za nastopanje, ker predvsem bi pričakovali, da jih v lokalnem okolju kličejo za razne občinske praznike. Vidimo pa tudi to, da so pogosto na občinskih praznikih kakšna velika imena iz pop sveta, ki so znana na področju cele Slovenije in niso nujno lokalni izvajalci. Kako se vam zdi? Jaz težko komentiram, ne? Pač organizator prireditve si sam izbere nastopajoče. So tudi naša društva poklicana, niso vsa, ker niso vsa primerna za določene dogodke. Verjetno organizatorji oziroma producent pogleda žanr in potem se na podlagi tega odloči. Če me sprašujete, če je dovolj priložnosti za nastop, jaz mislim, da je, zato ker si tudi društva si zelo želijo nastopati. Mislim, ne, to je tudi kot ena taka, po vseh tistih vajah je to tako, iti na oder, se postaviti pred publiko, to je drugače, kot ko malo, ne, v eni sobi pet, pa mogoče me kdo ne sliši ali karkoli, ali grad. Tako da je to potem tudi tisto, ker s tem se v bistvu društvo predstavi navzven, ne, na vajah se ne, na vajah hodimo. Ampak to si že sami društva, so si stkala določene vezi z društvi po Sloveniji, v zamejstvu, tako da, če pa kadarkoli našo pomoč potrebujejo, pa seveda jim tudi mi pomagamo. Recimo, če bi si želeli navezovati stike, so društva, ki se udeležujejo, tako kot sem že imela tekmovanj, so društva, ki se udeležujejo festivalov, revij, kakšnih pobratenih srečanj, mednarodnih srečanj, tako različno, no. Ampak tako se mi zdi, da je zelo odvisno od društva. No, eni nimajo tako rednih vaj, da bi toliko nastopala, drugi imajo 2-krat na teden vaje, bolje nastopov več. Zelo odvisno čisto od posameznega društva. Ste tudi vi aktivna članica katerega? Ja, jaz sem zdaj v Mešanem pevskem zboru Obala. In kakšen je na primer vaš repertoar? Ali pojete tukaj predvsem narodne pesmi? Ne, trenutno ne narodne. Trenutno se pripravljamo v našem zboru na državno tekmovanje, naša pesem Aprila v Mariboru. Tako da tudi pač, če se zbor prijavlja na tekmovanje, so tudi neke smernice ali celo predpisane, katera obdobja, kateri skladatelj, ne, mislim, da obdobje in potem pač dirigent zbere, ne, mi smo, ne pravim, da nikoli ne pojemo nobenih ljudskih ali pa priredb, tudi to, ampak zelo odvisno, no. Načeloma pa večinoma, no, tudi naših društev, reka, da umetne pesmi, slovenskih pa to jih skladateljev, oboje. Torej, zdaj ste že v velikih pripravah, če bo to aprila, samo še en mesec? Ja, v našem društvu, ja. V našem zboru, ja. Ali to pomeni, da imate kaj več vaj na teden kot običajno? Pa vam to uspeva, poleg dela še to? Ja, ne mora, kaj ne rečem, nekako. Sicer pa se mogoče pripravljate tudi na praznovanje 60. obletnice zveze. Jo boste kako obeležili? Ja, pred nami je kar delovna pomlad, bom rekla, na zavezi. Skupaj smo se odločili, da skladatelju Andreju Makorju, ki je uveljavljen skladatelj v širšem prostoru kot samo od tukaj, od koder prihaja, smo naročili glasbeno delo, ki vključuje hoteli smo združiti pod ta nastop oziroma to obletnico društva s kar se da večjih področji. Tako da delo je napisano za zbore, za orkestre, tako godalni kot pihalni, ki se bosta povezala v simfonični orkester. Delo je napisano tudi za sodobni ples in pa za folkloro. Tako da bo preplet vsega, tistega, kar večina društev v naši zvezi počne. Društvo smo povabili k sodelovanju, ne mogoče fizično, da je bi vseh 42 sodelovalo, ampak se mi zdi, da smo se kar dobro dogovorili v smislu, da so društva bodisi samo določene posameznike izbrala, ponekod jih je večina, ker recimo pri godalcih imamo samo en godalni orkester
v celi zvezi. Ne? Zdaj, če želimo, da zazveni simfonična zasedba, morajo biti pač vsi. Pri pihalcih je drugače, tako da so se društva med sabo dogovorila, da se malo pokombiniramo. Ne? Pri zborih tudi smo nekako našli kompromis, tako da pripravljamo se na velik dogodek. Zaenkrat je to planirano za 8. junija na Titovem trgu v Kopru. V primeru dežja ne bomo dogodka predstavljali, ker je to preveč rizično in preveliko število nastopajočih, ker jih bo preko 140, samo nastopajočih. Še prostora kaj za gledalce na Titovem trgu? Seveda bo. Bomo tako, smo že v globokih debatah in planiranju scene za ta dogodek, drugače pa v primeru slabega vremena se bomo preselili v telovadnico osnovne šole Koper, ker pač drugega trenutno tako velikega prostora ni v Kopru in tudi gre za izjemen dogodek, ki verjetno vsakih 10 let se zgodi. No, ne vem, kaj bo za 70. obletnico, težko rečem, ampak se mi zdi prav, da damo pomenu, pa da po eni strani se mi zdi prav, da je delo napisano za zvezo oziroma za društvo, to pomeni, da tudi društvo potem imajo na voljo nova notna gradiva. Mi se bomo poklonili vsem ljubiteljem na ta način in pripravili ta dogodek, tako da jaz si obetam, da bo lepo, sicer pa nas še čaka nekaj dela, tako da moramo še. No, zagotovo bomo o tem še poročali. Ampak zdaj, ko ste ravno omenili, telovadnica osnovne šole je precej izkoriščena, bi lahko rekli, za razne dogodke. Ali mogoče primanjkuje dvoran v Kopru za to vrstne nastope? Ja, zagotovo, zato ker največja akustična dvorana, kjer zbor in orkester recimo, da dobro zazvenita, ne brez recimo, dobro zazvenita, je dvorana Svetega Frančiška. To je edina. Ampak je recimo za tako vrsto dogodkov, kot ga mi organiziramo, absolutno premajhna. Zelo akustična je recimo Stolna cerkev v Kopru, ampak ne moremo vsega programa izvajati v sakralnih objektih. Ne gre, ni primerno. Akustično je pa zelo, recimo, cerkve so ena najbolj akustično hvaležnih dvoran, ker so že tako grajene bile. Ne? In jaz res srčno upam, da do prenove Libertasa pride, zato da bo tam ena večja dvorana za recimo to vrstne stvari. Ne? Ker manjših, ne vidim take potrebe po manjših. Recimo je Pokrajinski muzej, ki ima tudi klavir, in za neko malo bolj butično, ali pa recimo v Pretrski je tudi lepa dvorana, v Pretrski palači. Dvorana Svetega Frančiška. Določeni zbori, ki se odločijo samo za sakralni program, gredo tudi v cerkve. Ne? Se mi zdi čisto v redu, da malo razpršimo to. Ne? Recimo krasna je cerkev pri Frančiškanih, tam pri bivših zaporih. Ni treba, da vedno gremo v Frančiška, če ne se bomo naveličili enega in istega prostora za vsak koncert oziroma nastop, ampak še vseeno nekaj večjega nam pa primanjkuje. To pa drži. Tudi pihalni orkester, recimo Koprski, on ima vsako leto svoj božično-vletni koncert, to je njihov največji dogodek po številu obiskovalcev v šoli. Vsi drugam pa ne morajo iti. Predvsem za instrumentaliste je težje, ker mi pevci se še nekako mogoče nekam tako na pol, mislim, tudi če manjši prostor, nekako ne. Zdaj pa, če imamo godalce, pa pihalce, to so tudi že veliki inštrumenti. Že za oder rabimo velik prostor. Kaj šele za publiko. Vem, da je telovadnica šele plan B, ampak kako pa je z akustiko tam? V vsakem primeru bo ozvočeno, tudi Titov trg, ne moremo take mase pustiti neozvočene, ker je še vseeno velik trg. Tako da to se že dogovarjamo s tonskimi tehniki, ki so že počeli podobne recimo prireditve. Tako. Če ne pa malo pohitrite, pa greste v punk stil, bo mogoče lažje sprejeti, če bo šlo kaj narobe. Malo se šalim. Preden pobegnete, pa bi vas vseeno še želela vprašati, mnogo društev po Sloveniji razlaga, da imajo probleme
pri birokratskih postopkih, sploh kar se tiče upravnih enot. Kaj ti včasih dobijo, kot sem naprimer tudi slišala iz strani Centra nevladnih organizacij, kakšne odločbe, ki so strani upravnih enot razumljene na en način, ampak v resnici lahko tudi ne bi bile tako. Tako da gre dostikrat za interpretacije samih birokratov na upravnih enotah. Ali je tudi tukaj v Kopru ste zaznali, da imajo mogoče kakšne težave, prav posebej na kakšnih področjih društva, ko dajo vloge, ko dajo svoje letna poročila in podobno? Sama nisem zasledila nobene pripombe. Tudi pri društvih, ki so bila pred kratkim ustanovljena, tudi na zvezi smo pomagali, če je bila za kakšen nasvet v smislu vloge za registracijo, predložitve statuta, zapisnika ustanovnega zbora in tako, ampak jaz ne, na tem območju res ne, no. Kar se tiče društev, ki so v zvezi, zdaj za ostala ne vem. Ali imamo srečo, ali znamo, ali so prijazni, ampak tako, da bi rekla res, da je to problem, jaz ga ne zaznam kot problem. Se verjetno imate dober pregled, 42 društev, to je verjetno večina društev, ki so v Mestni občini Koper. Ja. Bi rekla. Ja, verjetno pravega podatka ne morete imeti. Ne morem, ne, ker ne dostopamo do teh, ampak vedno vsakemu rečem, da so naše vrata odprta in mi smo društva niso zaradi nas nastala, ampak mi smo nastali zaradi društev in mi smo zaradi društev tam in naša naloga je, da jim pomagamo. Mogoče veste, katero področje je pokrito samo zgolj z enim društvom, recimo sodobnega plesa je verjetno kar malo. Ja, drži. Koliko imate eno društvo? No, v bistvu imamo tako, v društvu Elit se ena sekcija ukvarja s sodobnim plesom, sicer je to manjši del, ne, celotnega spektra plesov, ki ponuja društvo Elit. Me veseli pa, da je prav pred kratkim se naši zvezi pridružilo kulturno društvo Format, ki se ukvarja tudi s sodobnim plesom. Tako da se mi zdi pomembno, da tudi določen segment, ki ni tako množično zastopan ali pa poznan tudi ne posledično, da še vseeno se najdejo posamezniki, ki potem se grejo malo resnejše zgodbe. Je verjetno je težko pri nekaterih pravzaprav potegniti ločnico, kje se konča šport in začne kultura. Mažoretke se mi zdi, da so tudi del vašega društva. Ja, drži. Ali sami veste, koga dati, ker ravno ples in mažoretke so ravno nekje na meji? Zdaj, one so že od dolgo let v naši zvezi, skrbijo za podmlade, ker imajo vaje na osnovni šoli Dušana Bordona v Kopru. Seveda je tudi stil tak dejavnosti, da prav hude, težke generacije pred upokojitvijo verjetno v mažoretkah ni, ne? Ampak ne vem, jaz tle ne vidim težav, ne? Če društvo izkazuje, da je registrirano za področje kulture, popestri marsikateri dogodek, ne? Svojo 10. obletnico so lani praznovali v gledališču. Tako da... Kaj pa šahisti? Imate kakšne šahiste? Ponovadi beremo tako šport in šah. Je mogoče tudi kakšno šahovsko društvo pri vas? Ne, to pa ne. Nimamo šahistov. Pa mislite, da bi lahko bili recimo del kulturnih društev? Ali je to res bolj pri športu? Tukaj bi lahko rekla, da je bolj pri športu, ne? Še vseeno naše društva nekako svojo vajo pripravijo neko, zdaj bom tako rekla, produkcijo, ne? Ali je to letni koncert, ali nastop, ali literarni večer, ali karkoli, ne? Zdaj pri šahu težko to. Dobro je pri ljubiteljski kulturi, da se potem občinstvu predstavi. Pri šahovstvu verjetno so bolj kot ne turnirji interni. Ne vem. Res nisem še nikoli razmišljala o tem, nihče me še kaj takega ni vprašal, tako da ne vem. Dobro, jih bomo poklicali prihodnič, pa vam sporočimo. Mogoče kot zanimivost, ne, so me pa zadnjič klicali z slovenskega združenja šahistov, pač
ne spomnim se imena, pa da ne bom kaj narobe rekla, če imamo v zvezi kakšno društvo, ki bi državno prvenstvo v šahu malo s kulturnim programom obogatilo, in smo predlagali, si želeli godalce, tako da glede na prostorsko zmogljivost pa številčnost, so se potem z godalnim orkestrom zmenili, pa popestrili njihovo tvoritev v Ankaranu in tako vsi zadovoljni. To se mi zdi tudi tukaj poslanstvo zveze, da je tista, ki potem tudi z takimi informacijami komu olajša. Mimogrede, pomlad je čas razpisov, da ne rečem nujnega zla za marsikatero društvo. Razpisi so verjetno pomembni, če se želi delati produkcijo, kljub temu, da gre za društvo, se pravi ne za profesionalno dejavnost, je verjetno zelo pomembno dobro najti in razpise in seveda potem tudi uspeti na njih. Kako je recimo z razpisi v mestni občini Koper? Bi rekli, da dobro pokrivajo ta področja, kjer so recimo vaši člani? Drži. Mi smo tudi društvom, tako kot vsako leto, vedno jih obvestimo, ko razpisi izidejo. Ne samo občinski, tudi nacionalni, recimo razpisi Ministrstva za kulturo, razpisi Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Recimo te tri razpisi so relevantni za naše društvo. Potem pa tisti, ki potrebujejo pomoč, jim tudi v pisarni nudimo sodelavka in ponudi pomoč in tudi jim pomaga. Ker niso vsi najbolj vešči, ne? Enim gre lažje od drug, to že več let počno. Mogoče so kakšno društvo, ki je komaj nastalo, pa še se prvič prijavlja, pa da kaj ne pozabi, ker treba mogoče za prvič priložiti tudi določeno dokumentacijo dodatno. Tako da, kar se tiče tega, ni večjih ovir. Zdaj, kar se tiče potem finančnega izida, pa odločevalci, ne, lokalni, regionalni, nacionalni, imajo določeno vsoto in ki jo pač, in tista vsota je tam že določena prej, ki se potem razdeli. Včasih smo zadovoljni, včasih nismo zadovoljni z izidi razpisov. Potem tudi super je, če dobimo potem nazaj povratno informacijo, kaj ni bilo v redu na določenem razpisu. Govorim predvsem o državnih razpisih. Da potem drugič to popravimo. V bistvu so razpisi naše nujno zlo, ne? To je glavni vir financiranja, ker mi društvo nimamo urejenega sistemskega financiranja, da bi s proračunom bila dodeljena kakršnakoli sredstva, ampak pač gremo na razpise, ampak to društvo počno že leta in leta, tako da zveze isto. S tem živimo in ne vidim večjih ovir. Malo se je treba potruditi, to pa ja, ne kar nekaj napisati, no, ker se vse odločevalci preberejo, kar smo napisali. Ne, je treba pisati v birokratski latovščini, ne? Moj nasvet je, da smo kratki in jedrnati. Ker tiste dolžina nekih ne vem koliko strani, če je brez vsebine in samo smo 86krat povedali eno in isto brez veze, mislim. Tako da nekako bi bil to moj nasvet, kratko in jedrnato. Pa bi rekli, da mestna občina Koper pri svojih razpisih recimo pokriva vsa področja vaših članov? Drži. Prav, ni člana, ki bi se pritoževal, češ zame pa ni razpisa. Ne, ker kakorkoli, ne, ljubiteljska kultura je ljubiteljska kultura in ne glede na to, na katerem, ne, ali nekdo pleše, ali poje, ali citira, ali bere, ali ne, tako da ja, zato je poskrbljeno. Bi priporočali našim gledalcem, da se mogoče tudi sami včlanijo v katerega od društev? Zakaj ste recimo vi članica zbora? Jaz že dolgo let prepevam, tako da v različnih sestavih sem pred tem zborom tudi drugje pela. To je tisto, kar čutim, da me v prvi vrsti sprosti. Počutim se dobro, družba mi ustreza, en tak preplet segmentov, ki mi ustrezajo in ki mi čisto zapolnijo tisti manjko, ki sem ga imela, tako da moj nasvet bi bil, da se posameznik odloči za društvo, ko mu je do tega.
ker nobena stvar pod prisilo na koncu se ne izide, ne? Mislim, tako jaz mislim. Tako da, če želijo gledalci, na naši spletni strani so objavljena čisto vsa društva z vsemi kontakti, bodisi telefonsko številko, bodisi elektronskim naslovom. Aktivni smo tudi na Facebooku, na Instagramu, če nam pišete na elektronsko pošto, tudi ažurno odgovarjamo. Če potrebujete kakšen nasvet ali pa če sami se odločite, karkoli, katerokoli društvo, vsi vas bodo izjemno oziroma vas bomo izjemno veseli. Zagotovo pa bomo gledalcev izjemno veseli tudi, če še enkrat ponoviva na dogodku 8. junija. Drži, 60. obletnica Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper, Titov trg. Tako da, ampak zagotovo bomo še v mesecih, ki sledijo, poskrbeli za dovolj dobro in konkretno promocijo tega dogodka, seveda. Samo povejte, bo dopoldan? Zvečer. Toliko, da vemo, da če bo lepo vreme, da imajo ljudje čas za kak izlet. Zvečer bo. Super, lepo hvala, da ste se oglasili v našem studiu in vse najboljše. Hvala za povabilo in lepo zdrav vam in tudi gledalcem. Hvala. Tako, dragi gledalci, upam, da se vidimo 8. junija, če ne, pa že prej na Megafon TV. V primeru, da niste uspeli ujeti kakšnega dela pogovora, pa brez skrbi, prav kmalu bo dostopen tudi na našem YouTube kanalu Megafon TV. Do prihodnjič, lep pozdrav.